Kar se tiče moje mame, da bi jo kaj posnel, da bi kaj povedala, bo malo težka. Ampak namen imam spomladi peljati mamo na potovanje v Albanijo, kjer se je ona to želela, pa ji bom mogoče kaj posnel. Drugače pa mojo mamo že lahko slišite v videu, tle dol imate link, ko sva s Silvotom sestavljala tisti električen kolo in ko sem jaz snemal, Silvo je pa delal, je mama čez oken opila, kako sem jaz tlen. In fantastičen vložek v video, tako da to nujno poglejte, ne. Drugače mama ne pusti, da bi kaj objavil, ampak to je pa videla, da sem snemal, sem rekel, bom pa objavil. Res dober izpade, pa še Silvo je dobro odreagiral, tako da nujno poglejte. Drugače, Andrej, bom pa kar malo važen ratal, ke me tako hvalite. Mislim, mi je res v čast, da nekdo tako dober v meni misli, ker kakor vidite, ne, dobim tudi ogromno zelo grdih komentarjev, pa tukaj na YouTubu še ni tu grdih komentarjev. Če greste malo na Facebook pogledat, tam pa tako pluvajo po meni, da se Bog usmili, ne. Glejte, kar se tiče sopotnikov na Filipinih, ja, to ste mi dali dobro idejo, verjetno bi bilo fino, če bi z njim kaj posnel, ampak glejte, takrat mi to ni na pamet prišlo. Ne vem zakaj, ampak ni mi prišlo, zdaj mi je to čisto logično, takrat mi pa ni prišlo. No, glejte, je pa letos spet organiziran izlet v Bosno za svoje sledilce, tako da bom pa tukaj imel to v mislih, da bom kaj posnel. Drugače tudi najlepša hvala, da ste prebrali mojo knjigo, pa je tako lepo pohvalili. Hvala tudi, ke mislite, da si zaslužim mednarodne slave. Glejte, sem tudi že sam o tem razmišljal, pa mogoče kdaj kaj več o tem povedal, ampak jaz mislim, da ni tako lahko, ne. Tako da nič, dragi gledalci, tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se tlele naročite. Pa dajte povedati, kaj mislite o Andrejevem komentarju, da preberete celega, kliknite na njega, pa si ga preberite.